Današnja skupščina je imela seveda glavni fokus, da predstavimo letno poročilo delničarjem, uspešno poslovanje v letu 2019 na ravni skupine, rekorden dobiček, zelo dobri trendi tudi v prihodnje, ki so podprti z novo strategijo. Tako da navkljub COVID-19 in vsem morebitnim negativnim učinkom v gospodarstvu oziroma na trgih, kjer delujemo, menimo, da smo tako kapitalsko kot likvidnostno dobro odporni na vse morebitne šoke in z zmernim optimizmom gledamo na našo poslovno prihodnost. VZMD je zastopal skupino malih delničarjev in je k 3. točki dnevnega reda podal nasprotni predlog, to je glede razdelitve bilančnega dobička malim delničarjem v obliki dividend. Uprava in nadzorni svet družbe sta namreč predlagala, da se bilančni dobiček za leto 2019 ne razdeli, in sicer glede na priporočilo regulatorja, to je Agencije za zavarovalni nadzor, ki je bilo podano zaradi izogiba likvidnostnih težav zavarovalnic zaradi epidemije COVID-19. Sklep uprave in nadzornega sveta, da se bilančni dobiček ne razdeli, je bil potrjen, torej VZMD ni uspel s svojim nasprotnim predlogom, je pa uprava družbe zagotovila, da se bo nemudoma zavzela, da bi pri Agenciji za zavarovalni nadzor dosegla, da bi zavarovalni skupini Sava Re podelila možnost, da bilančni dobiček za leto 2019 kljub temu izplača glede na odlične poslovne rezultate, ki jih je imela, in glede na dejstvo, da je poslovanje zavarovalne skupine Sava Re odporno na epidemijo COVID-19, ki jo, kot je danes to predstavil predsednik uprave. Jaz sem delničarjem v okviru obrazložitve delitve bilančnega dobička ponovil stališče uprave Pozavarovalnice Sava, da po trenutno znanih okoliščinah in naših predvidevanjih še vedno menimo, da bi bilo dopustno oziroma možno izplačati predlagano dividendo v okviru navedbe v letnem poročilu in s tem ne ohromiti kapitalske ustreznosti in pa likvidnosti zavarovalne skupine. Seveda pa smo dolžni kot uprava in kot nadzorni svet spoštovati priporočila regulatorja, ki je izdal začasen ukrep, in povedal sem delničarjem, da si bomo prizadevali, kolikor bo to možno, z novimi kalkulacijami, z rebalansom naših dolgoročnih finančnih projekcij, kjer bomo skušali kvantificirati tudi morebitne negativne vplive na poslovanje naše skupine v bodoče, na nek način nagovoriti regulatorja in videti, ali obstaja možnost, da bi v nadaljevanju, vsekakor prej pa kot ob letu osorej, v okviru izvedene dodatne skupščine družba izplačala svojim delničarjem dividende. Se pravi, gre v bistvu z naše strani za dolžno skrbnost pri nekem spoštovanju dolgoročne dividendne politike, seveda pa moramo videti, na kakšen način bo v bodočih mesecih regulator, Agencija za zavarovalni nadzor, se opredelila okoli te problematike.